Spoštovane upokojenke in upokojenci, delavci, mladi, vsi državljani Republike Slovenije, prisrčno dobrodošli na 18. Vseslovenskem shodu za pravičnost in dostojanstvo. Danes smo tukaj zbrani v en glas, ker imamo dovolj. Dovolj imamo te revščine, poniževanja, ignoriranja in vladne arogance. Vsak dan nas je več ljudi, ki ne zmoremo več preživeti z mizernimi pokojninami in sramotno nizkimi plačami. Ne zahtevamo privilegijev, zahtevamo le pošteno in dostojno življenje. Zahtevamo spoštovanje, ki si ga zaslužimo. Zbrali smo se, ker nas boli, ker nas je strah, ker nas silijo v molk. A danes ne bomo tiho. Danes smo tukaj še posebej zato, ker nasprotujemo zakonu o dvigu pokojnin kulturnikom. Medtem, ko mi životarimo, si ta vlada piše zakone samo zase. To je sramotno. To je krivično in mi takemu zakonu enostavno pravimo ne. Glasujevali bomo proti. To ni zakon za ljudi, to je zakon samo za določeno peščico posameznikov. Tukaj smo tudi zato, ker vlagamo zakon, ki bo popravil krivice, ki so nastale zadnjih 15 let, predvsem tistim, ki so imeli odmerni odstotek 57,2%. To ni samo številka, to je bolečina tisočev, ki so delali dolga leta, garali in gradili to državo. Dovolj je diskriminacije in razčlovečenja. Odločno nasprotujemo tudi novi pokojninski reformi, ki stare in nove upokojence še bolj globje potiska v revščino. Gospod Golob, hvala, ampak takšnih zakonov mi ne potrebujemo. Enostavno ne bomo več tiho, ko nam jemljete dostojanstvo, ne bomo tiho, ko nas silite v borbo za preživetje. Dovolj je bilo tišine. Čas je, da dvignemo glas, kajti le združeni smo močnejši. Samo skupaj lahko dosežemo spremembe, ki jih Slovenija nujno potrebuje. Skupaj bomo branili svojo prihodnost, svoje dostojanstvo, svoje pravice za vse, ne samo za izbrance. Zdaj pa se, dragi prijatelji, z dobrimi mislimi spomnimo na bolnike, na rakave bolnike, na ostarele in osamljene po domovih in zavodih, na trpeče in vse, ki danes ne morejo biti tu z nami. Naj vedo, da niso sami, naj začutijo, da mislimo nanje, da so del nas in da jih nosimo v srcih. Vsak pri sebi naj zmoli Oče naš, Amin Rabi, ali kakšno drugo molitev.
Na koncu jim iz srca zaploskajmo. Zdaj pa na oder vabim našega predsednika in borca za pokojnine, gospoda Pavla Ruparja. Presrečen in zelo zadovoljen sem, da se vas je toliko zbralo tu na Trgu Republike. Zelo sem vesel, tudi sam zaradi sebe, ker sem izbral toliko poguma in oblekel slovensko narodno nošo. Danes smo simbolično obrnili oder na drugo stran tega trga. Zato, ker imamo Goloba in tiste v poziciji več kot dovolj in se ne zaslužijo drugega, kot da jim mi, upokojenci, simbolično obrnemo hrbet. Daj to zastavo prej. In še ena simbolika je. Vem, da so vsi na oknih. Vem, da so vsi za zatemnjenih oknih. Kakorkoli že. Prvič morajo vas gledati v oči. Zdaj pa, spoštovane upokojenke in upokojenci, spoštovani državljani, spoštovani vsi navzoči in tudi vi preko televizijskih zaslonov. Slovenija je naša domovina. Ga ni na svetu, ki bi nam jo vzel. Zato se ji poklonimo, damo roko na naše slovensko srce in ji zapojmo slovensko himno. Spoštovani, Glas upokojencev in društvo Inštitut 1. oktober se več kot 2 leti bori za pravice upokojencev, boljše pokojnine, za popravo krivic, za vse, kar so nam v teh letih pobrali, pokradli in nam vzeli. Veliko je tega. Vesel in ponosen sem, ko pravijo nekateri, kaj pa hodite, se ne boste nič dosegli. Ni res. Če ne bi bilo vas tukaj, gospe in gospodje,
si Golob in drugi nikdar ne bi izmislili božičnice. Naša borba je to. Mi smo jo izborili. Res je. Pravilno je, da ste takole ploskali. Ko bo Jurija, bomo pa takole. Aj prav. Veliko vas je, ki ste bili pred leti upokojeni z odstotno odmero 57-25%. Hvala Bogu, da resnica vedno obstaja. Za resnico se je vedno potrebno boriti. In če nekdo laže, kot laže Golob, kot laže ta vlada, potem mora jasno povedati, da kolega Janša ni bil tisti, ki je to naredil, pač pa LDS, ki je bila predhodnica te svobode. In veseli ste lahko, da je takrat prišel človek, ki je to ustavil. Žal mi je, da pa nihče v 13 letih te krivice ni popravil. In a veste, kaj je dobro od tega? Da smo naredili Glas upokojencev in Glas upokojencev bo to naredil. In še več. Pred 14 dnevi smo že vložili zakon v Državni zbor, kakorkoli se bo Urška Klakočar Zupančič pačla, fnala, zvijala. Tu ga imajo. In upam in tudi stavim, da si ga noben ne bo upal, da ga ne bi potrdil. Treba je nekaj dopolnil. Ko bomo dobili znak, vas prosim, pojdite na upravne enote, ker moramo mi zbirati podpise, ker nismo člani Državnega zbora. Kaj pa ta zakon prinaša? Tistim, ki ste bili upokojeni s to odmero, ki čakate na pravico in čakate, kdaj se bo zgodila poprava, vam bo povedala naša kolegica, predsednica sveta stranke, magister Alenka Orel. Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, dragi upokojenci, borci za pravičnost in dostojanstvo. Danes stojimo tukaj zato, ker zahtevamo popravo krivic. Danes ne stojimo tukaj, da bi prosili. Zato, če ste mojih misli, ponovite za mano. Zahtevamo pravico zdaj, ker se naše življenje izteka. Zahtevamo pravico zdaj. Naj nas sliši tukaj v Državnem zboru, naj nas sliši na nasprotni strani predsednica Republike in Vlada Republike Slovenije, naj nas sliši cela Slovenija. Hvala. To, kar se je zgodilo skoraj 90 000 slovenskim upokojencem, ni bila napaka. To je sistematična, ustavno sporna in moralno zavržna diskriminacija med spoloma. Država je med letoma 2013 in 2023 moškim, nekaj časa tudi ženskam, odmerjala nižje pokojnine z odstotkom 57,25, ženskam pa 63,5, čeprav so imeli enako delovno dobo, enake plače in so v pokojninsko blagajno vplačevali enake prispevke. To ni pravično, to ni ustavno in to ni evropsko. Za enako delo
enaka pokojnina. Za enako vplačilo enaka pokojnina. To je kršitev 14. člena Ustave Republike Slovenije, ki pravi, pred zakonom smo vsi enaki. In jaz danes tukaj dodajam, pred pokojninskim zakonom tudi. Država je svojo diskriminacijo sicer tiho priznala leta 2023, ko je dokončno uvedla enak odmerni odstotek 63,5 za vse. A pozor, vsi, ki so se upokojili predtem, so ostali z nižjimi pokojninami, pozabljeni od vseh, prezrti in oškodovani. Do 6,25 odstotne točke razlike, več kot 100 evrov mesečno manj in na 10.000 evrov izgube, in to za vse življenje. To je kraja, to je sramota. Zato smo v imenu stranke Glas upokojencev na podlagi 59. člena Poslovnika Državnega zbora in 14. člena Ustave Republike Slovenije predlagali v sprejem zakon o popravi krivic pri odmeri pokojnin za vse, ki so se upokojevali med letoma 2013 in 2022 oziroma do 1.1.2023 in so bili diskriminirani. Kaj naš zakon, ki je dober, predvideva? Predvideva ponovni izračun pokojnin po pravičnih in enakih merilih, povračilo razlike za vse mesece in leta krivice, možnost nakupa dodatne delovne dobe, ki jo je država omogočila šele po letu 2023 in odpravo diskriminacije po spolu in tudi po datumu upokojitve. Torej, zakon zdaj potrebujemo zaradi tega, ker mi ne moremo čakati in popravo zdaj. Golobova vlada ima svojo večino, takoj možnost, da to uredi. To ni nek politični manever, to ni kaprica, to je dolžnost države, da popravi škodo, ki jo je sama povzročila. V Evropski uniji, moram povedati, so bile tudi tovrstne diskriminacije, vendar so bile že sodno odpravljene. Povem vam, da vse tožbe brez izjeme so bile odločene v korist oškodovancev. Tudi Slovenija je bila dolžna to odpraviti že do leta 2010, kljub temu pa je 2020 sprejela zakon SPIZ-2, ki je na žalost kršil tako ustavo kot evropsko direktivo. Torej, Evropa nas varuje, Slovenija nas upokojence očitno zaničuje. Zdaj pa Državni zbor, ki je tukaj za mano, hram demokracije. Poslušajte ljudstvo. Če vi ne boste popravili te krivice, jo bo popravilo sodišče ali doma, če niso ukrivljeni hrbtov, ali pa v Strasbourgu. Ampak to bo dražje, počasneje, predvsem pa sramotno za našo državo. Zato pozivamo vse
tiste, ki niso upognjenega hrbta, pravnike Ustavnega sodišča, varuha človekovih pravic, sodnike Delovnega in socialnega sodišča, dajte se vse skupaj, sprejmimo zakon, dokler še ni prepozno. Brez izgovorov in brez odlašanja. Samo še na nekaj naj vas upozorim, spoštovani. Nov pokojninski zakon ponovno uvaja različne odmerne odstotke, znova nastaja nova diskriminacija, znova bodo nove tožbe, znova bomo, če ne bomo preprečili sprejem tega predloga zakona, te nove pokojninske reforme, ponovili napako. Zato pa vas pozivam, da nam pomagate pri zbiranju podpisov. Dragi moji, kličem vas, pozivam vas, pridružite se zbiranju 5000 podpisov v podporo temu zakonu. Spodbudite prijatelje, sosede, znance, naj podpišejo. Za nas, za upokojence. Naj vsak ve, to ni samo zakon o pokojninah, to je zakon o dostojanstvu, zakon o spoštovanju, zakon o resnici. Zato dajmo vsi v en vzklik. Za pravico, za dostojanstvo, za nas. Ponovimo, da nas slišijo. Za pravico, za dostojanstvo, za nas. Hvala lepa. Hvala. Magister Alenka Orel, gre zdajle, ne boste verjeli kam. Na Radio Slovenija. Gre v studio ob 17. in bo predstavnica Glasu upokojencev v soočenju za referendum. Alenka. Dobro se drži. Še ena stvar, ki jo pa moram povedati. 13 let čakajo ti upokojenci na pravico za pošteno odmero. 13 let poslušamo vlade, da ni denarja. Eno samo vprašanje tem vladam. Kje hudiča ste dobili denar za izbrisane? Kako je bil lahko za njih denar, za naše slovenske upokojence ga pa ni? In če ste ga najdel, če ste ga našel za ljudi, ki so špekulirali, ki so hinavci, pa so dobili za svojo špekulacijo in hinavstvo denar, tu smo zato, da ga vam iz hlač stresemo, če ga ne boste dali. Smo borbeni. Tako kot se čebele ne pustijo zafrkavati, tako se ne pustimo tudi mi. Gospe in gospodje, čebelice! Sonce šlo je za goro, mrak je padel na zemljo, pisečnička sliši se večernem odritku, vabil se mojem srcu je
stopim čez prag. Gremo, moj stari čebeljak, da slišam. Čebele po mi zašumijo, kako lepo mi zadišijo, a v srcu mi spomin na mlade dni budijo. Čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice, pozabim vas nikdar, ta stari čebeljak. Mojem srcu je nemir na jesenski ta večer. Štričak pisam je odpil, a meni spomine čas je vzel. Kako lepo mi zašumijo, kako lepo mi zadišijo, a v srcu mi spomin na mlade dni budijo. Čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice, pozabim vas nikdar, ta stari čebeljak. Pozabim vas nikdar, ta stari čebeljak. Bravo, Slovenija! Zdaj pa predno povabim na oder zame najbolj pravičnega voditelja v Sloveniji, vas prosim vse, ki se zadržujete ob fekal, ne vem kako ne reče Maksimarju tam. Pejte od fekalij proč, pa pridite sem na sredo. Pejte iz Maksimarketa, pridite na sredo. Tu vas imamo radi, pridite k nam, tam vas bodo zastrupali, koliko so mene. Spoštovane gospe in gospodje, nihče drug danes z nami kot Boris Tomašič. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, Slovenke in Slovenci, dober dan. Zdaj gledam ta današnji shod, vse shode do zdaj in ključno tega je Nova 24 TV neposredno prenašala in naslednjega ne bomo. Veste, kaj se mi zdi, da so se nekateri malo polenili, ne? Pa doma s kavča gledajo, ne? Prideti je treba ven, treba je biti aktiven in treba je povedati gospodom tamle na Gregorčičevi, da se njihov čas izteka. In se izteka nezadržno. Prvi test bo v nedeljo. Takrat se ne gre glasovati samo za vaše boljše pokojnine, pa za proti privilegijam se gre glasovati tudi za boljšo prihodnost, ker dokler bo ta vlada, veste, kako je. Eno stvar vam moram povedati, so me zdajle opozorili. Delijo vam neke letake za protest 24.6. ob 17. uri. Piše za suvereno Slovenijo brez pušk in bajonetov in češ, da skupina intelektualcev, Marko Hren, Vlasta Jalošič, Janez Janša in drugi, ne. To je levičarsko zavajanje. Veste, ker Janez Janša, ko si je spremenil ime, ne, tako da ne nasedajte tem. Ja. Zdaj pa tako,
Evo, danes uradno predstavljam novo knjigo in ker govorimo o vaših sramotnih pokojninah, bom prebral en odlomek enega dogodka oziroma ene stvari, ki se je zgodila med oddajo, ki me je globoko pretresla. Se boste spomnili, ker verjamem, da ste gledali, ne? Nikoli, res nikoli ne bom pozabil tistega klica, glasu upokojenke, ki je vsa obupana, z drhtečimi besedami, ki so se mi zarezale v dušo kot nož v maslo, poklicala v oddajo. Povedala je zgodbo preprosto, brez olepševanja, a z močjo, ki bi omehčala najbolj okamnelo srce. Govorila je o svoji stiski, o tem, kako skromno pokojnino ima, kako nima niti za osnovno preživetje. Za kosilo si skuham jušno kocko in nekaj listov solate. Je rekla, več pač nimam. V tistem trenutku se mi je svet ustavil, pred očmi sem videl to krhko ženico, kako stoji pred štedilnikom z drobnimi rokami, ki so nekoč delale za boljši jutri, zdaj pa komaj držijo žlico. Njen glas je bil krik, ki ga nisem mogel preslišati, krik, ki je odmeval po vseh letih boja. Drage moji, ne dovolimo, da se take zgodbe ponavljajo. Nedostojno, neprimerno, sramotno je, da ljudje po 40 letih dela, garanja, nimajo za dostojno življenje. Dovolj je bilo, povemo, da je bilo dovolj, gremo na referendum, gremo na protest, gremo na volitve in vrnimo normalno Slovenijo. Da vam lažejo in manipulirajo dokaz takšne primitivne zafrkancije. Imamo najbolj lažnivega predsednika vlade v zgodovini, najbolj lažnivo koalicijo, ki skrbi izključno in samo za svoje riti. Zdaj si bojo kupili Falcona, ne? Vemo, ne? 6-7 milijonov za računalnike, noben kriv, 160 milijonske železniške postaje, za upokojence pa nikoli ni. In dali ne bodo nič. Dali ne bodo nič, nikoli niso dali, ker skrbijo zase. Vzeti si morate, če si ne boste vzeli vi, bodo imeli oni. Zdaj se pa odločite, kaj boste delali 11. maja, pa kaj boste delali na naslednjih volitvah, pa kaj boste delali 31. maja, ko se vidimo v Vinici. Živela Slovenija! Igor pa Janez sta pozabila tele listke. Janez, ne urno. Ja, tako. A veste, da mi upokojenci sploh ne bomo nikoli stari, nikdar. Mi bomo večno mladi, če že ne po obrazih, bomo po srcu in če že ne drugače tako, da se nam bodo pridružili tisti, ki so še mlajši po letih od nas. Vesel in zelo srečen sem, da se je pridružila skupina mladih, ki na pokojnino šele čakajo, ki delajo. Ampak prav mi, Glas upokojencev, pa Društvo Inštitut 1. oktober, smo začeli z eno kampanjo, mladi otroci naši, odprite oči in se ne pustite maltretirati, ker boste čez leta točno tam, kjer smo mi. Nič vredni, posmehovali se vam bodo, ne boste imeli pokojnin, če pa že, pa ne bodo take, kot si jih zaslužite. Zato sem vesel, da je Inštitut 1. oktober in Glas upokojencev organiziral oziroma ustanovil odbor mladih upokojencev. A ne, se luštam sli, upokojenci mladi, super. No in res so face, povem po pravici, včasih sem jaz med njimi šel kar malo znoro, ampak seveda letom primerno. Med nami pozdravljam predsednika odbora mladih upokojencev, z nami je Gašper Juk.
Lep pozdrav, lepo vas je videti v takem številu. Jaz sem pričakoval sicer malo več mladih, ampak mislim, da se je v njih veliko upanja, pa se jih najde kjerkoli po tem mestu trenutno. Tako da jaz sem se stranki priključil s preprostim razlogom, ker mi je povsem jasno, da moramo starejši in mlajši živeti v medgeneracijskem sožitju. Pomoč drugemu je zelo pomembna, prepričan sem, da bo stranka Glas upokojencev mladih dodana vrednost. Imamo mentore v našem vodstvu, to so ljudje, ki delajo s srcem in ljubeznijo do domovine. Mi mladi se zavedamo, da bi tudi sami nekoč radi uživali od sadov svojega dela. Trenutno oblast ne dela v to smer. Takoj, ko dobimo mandat, se pravi svoje poslance v slovenskem parlamentu, bomo marsikaj spremenili na bolje. Naša želja ni le prestopiti prag v parlament, ampak osvojiti več kot 10% glasov na parlamentarnih volitvah. Skupaj zmoremo. Tako je, bravo. Kratko in jedrnato, ampak ko smo bili mi mladi, smo bili tudi tako malo zadržani. Ampak bistvo je pa povedano. Stari in mladi skupaj, to je naša domovina, to je naša Slovenija. Ob sprejemanju pokojninske reforme so aktivno sodelovale različne skupine, med drugimi tudi Zveza svobodnih sindikatov. Najavili so, da 12 enot ne podpira tistega, kar je zdaj v proceduri. Ampak to samo toliko časa, dokler se med sabo niso zmenili, kdo bo bodoči predsednik, ko so dobili pa funkcije, je bilo pa njihovega nezadovoljstva na vsem lepem konec. Ampak mi vemo, kakšni so svobodni sindikati, večinoma so bili zmeraj samo palčke na violini, s katerim so drgnali po inštrumentih, podpirali tisto, kar ne bi smeli, pa se morali boriti za delavce, ampak niso pa to edini sindikati v Sloveniji. Spoštovane gospe in gospodje, pred mikrofon vabim gospo Mileno Šmid, predsednico sindikata Neodvisnost Gorenjske. Prosim, Milena. Pozdravljeni vsi. Vsi skupaj, vsak posebej. Živela Slovenija! Jaz se bom fokusirala bolj na sindikat. Večino so moji predhodniki že vse povedali. Predvsem bom pa povedala, kaj se je dogodilo na 1. maja v Španiji. Ne to, kar se je dogodilo v Sloveniji, ampak v Španiji so proslavili 1. maj tako, da so vsi španski sindikati pozvali delavce na cesto, na tisoče in tisoče jih je bilo. Barcelona, Madrid, Sevilla, vse povsod jih je bilo na tisoče. Zahtevali so spremembo zakonodaje, krajši delovni čas, zakonodajo naj se spremeni v tistem delu, ki govori o odpuščanju. Niti enega izgreda ni bilo na cestah Španije, niti enega. Veste, kaj se je zgodilo? Prišla je ministrica za delo, Yolanda Díaz, jih pozdravila in rekla: vlada bo prihodnji teden sprejela zakon o skrajševanju delovnega časa. Kaj je bilo pa pri nas? Mene je bilo na 1. maja strašno sram. Kot nekdanjo upokojeno poklicno sindikalistko, ko sem gledala na rožniku slavnostnega govornika župana Jankovića, označujejo kot tajkuna, kapitalista, pa še kaj več. Na veliko je hvalil in pozdravljal ukrepe, ki jih je sprejela Golobova vlada. Slovenski sindikati, a vas je zapustila zdrava pamet?
Toliko poštenih mladih sindikalistov imate, pa jih ne pustite blizu. Se bojite resnice? Se bojite poklicnih gasilcev? Njihov predsednik David Švarc bi bil nedvomno v svojem govoru kritičen. Se bojite delavcev iz plačne skupine J? Se bojite medicinskih sester, varnostnikov, sodnih policistov, bolničarjev, negovalcev, pa kuharjev v zavodih in šolah? Na cedilu ste jih pustili skupaj z Golobovo vlado. Srednji medicinski sestri so do leta 2028 dvignili plačo iz 1172 evrov na 1542 evrov. Predsedniku vlade, predsednici države, predsednici državnega zbora pa iz 6087 na 8821 evrov. Bogato obložene mize so tako uslužbencem popadale samo drobtinice. Bog je najprej vse postvaril brado, kaj ne, gospod Golob? Tudi v sindikatih v Sloveniji mora zaveti nov vetar. Hitro, kmalu. Pa pokojninska reforma. Prav nič se ni zgodilo. Vse je ostalo po starem. Ni se iskalo nobenih kompromisov, račun bodo plačali delavci. Država se ni odpovedala prav ničemur. Morda pa bi morali na sindikatih zamenjati pogajalce. Sprašujem se pa še nekaj, kdaj bodo imeli vsega dovolj tudi delodajalci? Od 7 sindikalnih central je predlog pokojninske reforme podpisalo 6 central. Le ena je ni, Obalna konfederacija sindikatov. Bravo, kolega Damjan Wolf! Pa dolgotrajna oskrba, še nekaj besed res na kratko o dolgotrajni oskrbi. Zakon o dolgotrajni oskrbi je bil sprejet brez vsakršnega socialnega dialoga. Ostržkova vlada, pa sicer vsi vemo, kdo je bil Ostržek, brez dvoma je bil to najslavnejši lažnivi fant na svetu. Torej, Ostržkova vlada je pri sprejemu zakona ignorirala tudi vse strokovne inštitucije. Kaj pa lahko pričakujemo od te dolgotrajne oskrbe? Davek bo, storitev ne bo. 1% od neto pokojnine, 1% od brute plače delavca, 1% nova obremenitev za delodajalce, 2% plačajo SPI, nimamo finančne slike, koliko nas bo vse to sploh stalo, nimamo kadrov za izvajanje storitev. Strinjamo se, da je to področje potrebno urediti, nikakor pa se ne strinjamo, da vlada denar zbira na zalogo. Upokojenci zahtevamo, da se plačevanje začasno odloži, dokler nam ne bo predstavljeno, koliko denarja sploh imamo zbranega in koliko ga sploh še potrebujemo. Tečejo, to pa mislim, da je ena važnih stvari. Tečejo pogovori glede nedotakljivosti pokojnin. Pokojnina je osebna pravica, zaščitena pred posegi, razen v izjemnih primerih, kot so na primer izvršbe. Država brez neupravičenega posega ne sme posegati v mojo, vašo in vaše pokojnine. Pokojnina je lastnina in ni dopustno odvzemanje ali njeno zmanjševanje. Kdo ste, da upokojencev posegate v neto pokojnine? O tem naj svoje pove Ustavno sodišče.
povsod povem s ponosom, kamorkoli grem, pa se srečujem s sindikati, s tujci. Vedno povem, da sem Slovenka, da je Slovenija moja domovina in da sem na to Slovenijo ponosna. Vendar mora moja domovina postati drugačna. Domovina vseh in ne samo elite. Stopimo skupaj. Skrajni čas je, da se zberemo v čim večjem številu in rečemo, zdaj je pa res dovolj. Vsak kmet svojo njivo očisti nesnage in plevela. Šele na to na taki njivi lahko pričakuje zdrav in kakovosten pridelek. Srečno Slovenija na novi poti! A gremo? Gremo! Pojmo! Povsod, kjer seže lepota zasanjana, kje najti še lepši je svet, kje lepše je kot doma, se skribe v daljave zazrem, pregriče dolin gora, daljavi še modro morje vzrem, kje lepše je kot doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo tej srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pesem moje, ne išči sreče drugod kot le doma. In riskamo! Dajmo, sučijo, sučijo! Smo rekli, da bomo zaplesali. Slovenija, naj tebi pesem moje, ne išči sreče drugod kot le doma. Še obračaj tebe, odpadeš za vas si svet, je lepša dežela še naša, kjer sem doma, je vedel, že si zapel, preletel je pet sveta in takih lepot ni našel nikjer kot tule, kjer sem. Zdaj pa samo vi, poslušimo. Slovin, odkot lepote tvoje, pozdravljamo tej srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pesem moje, ne išči sreče drugod kot le doma. In zavriskamo! Slovenija, naj tebi pesem moje, ne išči sreče drugod kot le doma. Živela Slovenija! Ampak so časi v življenju, ki te potrejo, ki te užalostijo, kot človek na podnu, ko ne veš, zakaj si eno leto v zaporu, ko greš iz zapora, ne veš, zakaj si 10 let brezposeln, zakaj vsi vpijejo zgin od mene.
In veste, v takih trenutkih imamo eno samo osebo, ki je na nebu. To je Bog. In takrat, ko si tako na tleh, je treba sam preprosto prositi, pomagaj mi, pripelji mi človeka, ki mi bo pomagal, in veste, da pride ta človek mimo. Ga ne poznate, ne veste, kdo bo prišel, tako kot je na eno pot takrat, ko ni bilo niti za usta dati. In ta človek, ki je takrat prišel mimo, bo danes tu na odru. Je moj prijatelj, še iz starih let, vedno pripravljen pomagati, zelo, zelo inteligenten, izreden govorc in ime mu je gospod Zvone Črnač. Spoštovani in lepo pozdravljeni vsi, ki ste se danes zbrali v tako velikem številu. Morje slovenskih zastav, se počutim kot pod poncami, hvala Bogu, da ne sneži. Pavle, me je s temi besedami malo presenetil, iskrena hvala. Pavel Rupar, predsednik stranke Glas upokojencev, iskrena hvala za povabilo, da vam lahko danes tudi jaz spregovorim nekaj besed. Predvsem bi vas rad povabil, da to nedeljo, 11. maja, uresničimo našo ustavno pravico in se udeležimo referenduma. Obkrožimo proti privilegijem in istočasno s tem povemo, Golobovi vladi, da je čas za odhod. Veliko, veliko slabega so storili za narod v zadnjih 3 letih. Ne samo za upokojence, za vse, za slehernega med nami. Ko so prevzeli oblast, so najprej povišali davke, za skoraj 3 leta so zamaknili zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je bil sprejet v času prejšnje vlade, in s tem vsakega upravičenca v domovih za starejše, samo v teh 3 letih, ko so zakon zamaknili, oškodovali za 10 do 20 tisoč evrov. Toliko več oskrbe namreč morajo vsi ti plačevati vsa ta leta, toliko manj bi plačevali, če bi ostal v veljavi zakon, ki je bil sprejet 9. decembra v času vlade, ki je vodil gospod Janša. Na boljšem pa so samo njihovi privilegiranci. Če parafraziram predvolilni slogan ene od strank koalicije, so delovali po načelu ljudstvu drobiž, izbrancem prestiž. In to nedeljo, spoštovani, 11. maja bomo odločali o zakonu, ki izbrancem prinaša pokojnine med 2000 in 3100 evri. Pa nič ne bi bilo narobe s tem, če bi za te pokojnine bili plačani prispevki in če bi bili plačevani 40 let. Ampak temu ne bo tako. Ta denar bo šel iz vaših žepov, iz denarja davkoplačevalcev. 3100 evrov mesečno. Nihče na tem trgu nima take pokojnine, pa tudi širše v okolici ne. Mesečno 3100 evrov, ne letno. Obdobje prejemanja pokojnine je tam nekje med 20 in 30 let, to pomeni 500 000 evrov ali polovico Nobelove nagrade bodo ti privilegiranci prejeli v času prejemanja teh pokojnin. Ta zakon, glejte, tudi nerazumno širi te privilegije. Do take pokojnine bo na primer upravičen umetnik ali umetnica, ki bo prejel recimo nagrado Prešernovega sklada za enkratno delo, za katerega bo porabil mogoče mesec dni ali pa še manj dela,
ampak izjemno pokojnino, zaradi tega, ker bo prejemnik te nagrade, ki itak znaša 10 tisoč evrov, ni tako malo, prejemnik te izjemne pokojnine okrog 2000 evrov bo pa dosmrtno. To ni prav. Ta zakon je nepravičen do vseh 650 tisoč upokojencev, ki ste morali celo življenje delati, pa prejemate bistveno nižje pokojnine. Številni med vami niti zajamčenih za polno pokojninsko dobo ne. Nepravičen je ta zakon tudi do umetnikov samih. Zaradi tega je v škodo kulturi in umetnosti, saj številne pomembne izpušča, na drugi strani pa privilegije dodeljuje številnim, ki si tega ne zaslužijo. Namesto da bi ti milijoni šli stotinam, tisočem kulturnih ustvarjalcev, ki prostovoljno delajo v različnih kulturnih, pevskih in ostalih društvih, Golobova vlada nagrajuje peščico njihovih privržencev, saj se je dodeljevanje Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada z imenovanjem levičarske aktivistke in kandidatke Levice na zadnjih evropskih volitvah na čelo upravnega odbora tega sklada popolnoma spolitiziralo. Spoštovani, v Sloveniji imate oblast vi, v Sloveniji ima oblast ljudstvo, tako ustava, in to oblast ljudstvo izvršuje na dva načina. Neposredno, naprimer na referendumih, kot bo nedeljski, in posredno preko izvoljenih predstavnikov v parlamentu. Pri zakonu, ki tem privilegirancem daje med 2 in 3100 evri mesečno, so vladajoči odločali v vašem imenu, v imenu ljudstva. Sedaj, ko naj bi ljudstvo odločalo o tem, ali se s to njihovo odločitvijo strinjate ali ne, pa pozivajo k bojkotu. Svobodnjaki pravijo, da se na tem referendumu itak ne bo odločalo o ničemer, češ tudi, če bo ta zakon v nedeljo zavrnjen, ostane v veljavi zakon iz leta 1974 in zaradi teh manipulacij in zaradi tega, ker smo prepričani, da bo ta zakon v nedeljo z glasom, močnim glasom proti zavrnjen, smo v Slovenski demokratski stranki ta teden vložili zakon, ki odpravlja zakon iz leta 1974. Glejte, po vsebini pa se bo odločalo o pomembni stvari v nedeljo. O pomembni stvari, o pravičnosti, o enakosti. Odločale se bo o tem, ali si neka umetnica, ki je sprožila umetno hormonsko terapijo, da je njeno telo začelo proizvajati mleko in potem podojila psa, ali si ta umetnica za njen enkratni umetniški dosežek res zasluži dosmrtno penzijo. Če jo bo prejemala samo toliko časa, kot na primer Svetlana Makarovič, bo prejela več kot $500 000 evrov. Pri čemer pa ne bo treba plačevati tega prispevka oziroma davka, ki ga je omenila gospa pred mano, v višini 1% od tega dodatka, tega ne bo treba plačevati, ker bo oproščena tega po tem zakonu. Plačevati ga bodo pa morali vsi zaposleni in vseh 650 tisoč upokojencev. Spoštovani, ob tem nepravičnem in škodljivem zakonu, ki vnaša razdor tudi med kulturnike in med poštene kulturnike, ustvarjalne kulturnike in med vse ljudi dobre volje in vse poštene ljudi, naj vas spomnim še na to, da je Golobova vlada v zadnjih 3 letih pozabila na upokojence. Konec 22. leta, v začetku leta 23, ko so cene hrane narasle za 30, 50 in več odstotkov, je zavrnila izredno povišanje pokojnin, ki bi ga
takrat bilo potrebno izvesti. Letos pa kupuje podporo pokojninski reformi s tako imenovano božičnico, ki bo itak počrpana prej, predno bo prvič izplačana s tem davkom oziroma prispevkom za dolgotrajno oskrbo in z dvigom premije za obvezno dodatno zavarovanje. Skrajni čas je torej, spoštovani, da Golob odleti v tople južne kraje, v katere tako rad zahaja, in prepusti odgovornost tistim, ki jim je za narod mar in ne iščejo podpore ljudstva samo takrat, ko gre za njihove poslanske ali ministrske fotelje. In prvi korak na tej poti bo to nedeljo 11. maja. Spremenimo to referendumsko nedeljo z množičnim glasom proti v plebiscitno odločitev o nezaupnici Golobovi kliki, ki ne razume, da je oblast v rokah naroda. Spoštovani, največja moč se skriva v vsakem izmed vas, v enem samem glasu. In ko se ti glasovi združijo v tisoče, 10 tisoče, 100 tisoče, se stvari postavijo na svoje mesto. Storimo to v nedeljo, uporabimo svoj glas, povabimo naše sorodnike, prijatelje, znance, vse ljudi dobre volje, da si ne pustijo vzeti ustavne pravice, da sami odločajo o svoji usodi, kar referendum tudi je. Odidimo množično na referendum, glasujmo proti. Hvala. Mi se imamo radi, ne? Pa prednjo bomo, a lahko nekaj še jaz povem. Sicer nisem danes napisan kot govornik. Sem pa edini Slovenec, ki je 6-krat že igral na Japonskem. Pa veste, po čem nas Japonci poznajo? Ne po dojenju psa in rezanju zastave. Po naši slovenski narodno-zabavni glasbi. Pa mi povejte, a sta pokojni Avsenik in Slak dobila kakšno nagrado, naprimer Prešernovo? Nista je dobila. Ko igram po celem svetu, pa dobim prijatelji iz Nemčije v Slovenijo, jih peljem decembra na adventni trg, da si bomo pogledali, kako lepo je v Ljubljani. Veste, kaj smo poslušali? Srbske trubače. In sedaj se vprašam, kje so vsi narodno-zabavni ansambli, ko gojijo slovenstvo? Zakaj si ne upajo povedati? Smo pred tako pomembnim referendumom, pa jih ni nikjer. Jih ni na Facebooku, jih ni na Instagramu, ker so vsi moderni in so vsi v socialnih omrežjih. Zato v nedeljo na volitve pa povejmo, kdo smo in odkot smo. Ker to je naša muzika in te ne damo. Nimamo nič proti drugi glasbi, ampak to, kar je naše, to, kar so nam položili v zibelko, je naše in tega ne damo. Zato se imamo radi. Mi se imamo radi. Bravo! Mi se imamo radi, 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 radi. Mi se imamo radi, 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 radi. Mi se imamo radi, 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 radi. Mi se imamo radi, radi prav zares. Zakaj se ne bi imeli, radi, radi, radi. Zakaj se ne bi imeli, radi, radi, radi. Zakaj se ne bi imeli, radi, radi, radi. Zakaj se ne bi imeli, radi prav zares. Jaz pa ti, pa židala Marela. Jaz pa ti, pa židala Marela. Jaz pa ti, pa židala Marela. Jaz pa ti. Se imamo radi, 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 mi se imamo radi,
radi, mi se imamo radi, radi prav zares. Vlado poštemo k vragi, 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 ker smo si še mladi, 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 ker smo si še mladi, 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 ker smo si še mladi, mladi prav zares. Jaz pa ti, pa živela varela, jaz pa ti, pa živela varela, jaz pa ti, pa živela varela, jaz pa ti, pa živela varela. Bravo, Slovenija! Zdaj pa predno bomo čisto na koncu zapeli eno pesem, ki bo vam v spomin, eni že veste, kjera bo. Mi dovolite par besed, tudi meni. Najprej še enkrat vsem hvala lepa, ker ste v takem številu prišli izraziti svoj pogum, svojo voljo, svoje domoljubje, svojo čast. Še bomo prišli, zagotovo bomo še prišli. In če bo ta vlada še dolgo, potem bomo šli tudi v parlament. Zato, da jih zbrcamo ven. Ne mi zameriti tem besedam, prihajajo iz srca in so čustvene. Dovolite mi pa nekaj stvari, ki jih pa moram vseeno povedati. Sprejemajo pravzaprav pokojninsko reformo. Vsi smo upali, da nam bo prinesla malo boljši standard, mogoče kaj več za podzob, mogoče kakšno boljšo stvar, a žal moramo spoznati, da smo dobili zopet veliko klofuto, celo obratno so nam naredili. Namesto dosedanjega obračuna pokojnine za preteklo leto smo zdaj dobili še pol manj tistega, kar smo do sedaj. Primer, če ste letos dobili 5%, bo v naslednjem letu teh 5% razpolovljenih. Se pravi, če ste pri 1000 evrih, ki jih nimate, vseeno dobili 5% oziroma 50 evrov, boste zdaj dobili komaj 25. Ta pokojninska reforma je pravzaprav ena strahotna udarec kraja, še večja kraja. In vsi tisti, ko se vlada hvali in Golob hvali z Mescem, da so dosegli zgodovinski, motaš. Mečkam ga umirte, no, ker moti. Govorim o hvali, o neki hvali, ki sta jo Golob in Mesec pred časom izražala čez. Zdaj imate pa 750 evrov pokojnine kot najnižje pokojnine za polno delovno dobo. Golob, pa lažeš, Golob, lažeš. Lopov si, lažeš. Ni 750 evrov, ker vam je isti trenutek vzel 40 evrov za zavarovanje, vzel vam je 15 evrov za lenuhe na RTV, ujamlje vam 10 evrov zdaj za Maljevca. Lažeš. Pokojnina je 680 evrov. In še ne. In ko greste vi v trgovino, nesete nazaj še 22% davka, ker je v vsem tem, koliko je vaša pokojnina? 540 evrov. Slovenke in Slovenci, tisti, ki ste delali polno delovno dobo, nimate 600 evrov pokojnine. Zakaj smo mi tu? Zato, da naženemo tole vlado, da vrnemo naše pravice, da ukinemo laži, da ukinemo to norost in ta blef. Sprejeli so zdravstveno reformo.
Danes bi tu morali nastopiti mladi zdravniki. Evo moj poklon. Študirani so, dobri so, smeli so. Ko sem jih prosil, pridite povedati, veste, kaj so rekli. Kaj pa naj povemo? Povemo lahko samo to, da je ta reforma dala nam najverjetneje vsem zdravnikom enosmerno vozovnico za tujino. Kaj bomo mi delali v Sloveniji? Gospod Rupar, so rekli, oprostite, študirali smo, vaše zdravje je v pretežni meri odvisno od Boga in bolezen od nas. Mi jo zdravimo. Oprostite, za iste storitve nam v Avstriji, Nemčiji ponujajo 4-krat toliko kot Janul, pa tisti keber neumen in ta vlada, ki je to sprejela. In so storili kaj? In so storili kaj? Dali so zaušnico vsem bolnikom, kako je biti boven, verjemite, če kdo to dobro pozna, poznam sam, na koga naj se naslednje leto obrnem, če zdravnikov ne bo več. Starejši zdravniki. Imamo odbor za zdravstvo pri nam v Glasu upokojencev, ki jo vodi gospa Majda Zbačnik, doktorica, čudovita oseba. Lej prav, Pavle, mi gremo v pokoj. Mi bomo počasi morali svoja telesa in duha spočiti, ker smo v zdravstvo, v ljudi, v vse skupaj vlagali ne le samo naše znanje, mi smo vlagali ljubezen v bolnika. In kaj bo sedaj z nami? Imeli bomo čudovite, lepe zdravstvene domove, polne pacientov, pa zdravnikov ne. To je naredila tale nora vlada. In vse zdravnike, medicinske sestre, osebja in vas bolnike pozivam, naredimo temu konec in veselimo se, še pol leta jim je ostalo, veselimo se. In da ne bom predolg, v nedeljo je referendum. Glas upokojencev se je pridružil referendumski kampanji in nagovarjamo ljudi, bodite proti privilegijam, kjer se jih ne zaslužijo. Če že kdo si privilegije, ne pod tem izrazom privilegij, ker mi gre na živce, kdo pa ima pravico biti bolj privilegiran od mene, pa tebe, pa od vas, kdo? Nihče. Ampak kje so pa upokojenci s 500 evri? Mar ti nimajo pravice do dodatka ali tako imenovanega privilegija? Kje smo tu vsi upokojenci, ki nam iz dneva v dan kradejo, da bolj krasti ne morajo? Mi bi morali dobiti te privilegije, ne pa ti neki lenuhi, ne znajo ničesar. Ena navadna skupina ljudi, ki sama sebi podeljuje denar, naš denar, ljudje. Vi veste, ta denar gre od vaših pokojnin nekomu, ki špricne takole malo na platen, pa pravi, jaz sem umetnik, ki pravi, da je doljilje psa, pri nam pa taki rečemo kuzla. Oprostite. Ja, oprostite. Oprostite, kolikor vas jaz poznam, ženski ste dojile, ste bile matere. Vi ste dojile in v življenje spravile otroke, ne pse. To ni kultura, to je zmazek in posmeh vsem vam, materam. In ne. Proti vsakim privilegijam. Oprostite mi, nihče si jih ne zasluži. Tisti, ki je dober, naj bo umetnik, naj bo športnik, naj bo Luka Dončić, naj bodo bratje Prevc, ti ne rabijo privilegije, ker zaslužijo svojim delom, svojim garanjem in svojim znanjem dovolj.
Če pa v tem trenutku poznate kakšnega res izrednega kulturnika, ki je znan vsaj 2 centimetra čez mejo, pa ga pripeljte k meni, mu bom dal 5 evrov. Resno. Spoštovane gospe in gospodje, nedelja ne bo zgolj referendum proti tem packarijam. Nedelja bo referendum proti tej vladi. In a veste, zakaj Golob poziva k bojkotu? Zakaj poziva k bojkotu? Preprosto zato, ker je, ali lahko kar po domače povem, usrane je, tako. Preprosto zato, ker se boji. Zakaj so pozivali na volitve? Zato, ker je vedel, da ga delajo umetno, da bo to spet emblem nekega dolgolasca, nekega lepega fantiča, ki vas bo zaslepil in jih je zaslepil. Zdaj tega ni več. Njegovi razočarani volivci, oni so najbolj nevarni, prav njemu. In prav te ljudi nagovarjajo, ostanite doma. Jaz pa rečem obratno, vsi, ki ste razočarani nad to nomenklaturo, ki vas je spravila skoraj do nule stanja, do revnega življenja, vi pojdite na volišča, vi se udeležite v nedeljo referendumom, glasujte proti, ker boste glasovali tudi proti Golobu in vsem prevaram, ki vam jih je nasul v teh 3 letih. Povabilo. Jutri ob 3 popoldan bo naša zvesta sodelavka Nova TV imela soočenje vseh, ki smo se prijavili v referendumsko kampanjo. Žal bodo tam samo desne stranke in mi upokojenci. Levih, ja Bog daj, da jih nikoli več ne bo. Bog daj, da jih nikoli več ne bo, ne samo jutri. Opozarjam tudi, jutri zvečer ob 8 na nacionalni televiziji RTV SLO1. Ne plačujem RTV-ja. Ne plačujem, pa dokler bo tako, ga ne bom. Jutri bom pa nesel 10 evrov tja. Glejte, bodite pozorni. Zdaj vas pa sam nekaj vprašam, koliko imamo mi moči v sebi. Veste, včasih mi pravijo, Pavel, a ti je vredno to početi? A je vredno tokle napora, tokle dela? A je vredno, da te tam blatijo, da so te udbaši od Primorca do ne vem kjerga bedaka vse? Ali je vredno, da te maltretirajo družino, da se posmehujejo ženi, da se posmehujejo nam? Ali je vredno? In veste kaj? Jaz vam bom odkrito povedal. Je vredno! Je vredno! A je vredno! In še se bomo borili. Pa tudi, če me hlače sečejo, če bo božam, samo Bog mi daj zdravja. Zato, ker je to vredno narediti za vas. Zato, ker je to vredno narediti za slovenski narod. Ne smemo se pustiti. Zdaj bodo Jankoviča počasi odpokali. Srbska mafija, ki obvlada gospodarstvo, dela Novog Zokija. Piše se Stevanovič. Ne nasedajte. Gospodov poklic je fitness. 5-krat na dan, pa 2-krat na dan se slika, 1 uro dela lepi, pa je pa konc. Vi ga plačujete. Vučić, Dodik, Vesna Vuković, Marko Milosavljević, Ledeni. Pozabite.
vašo željo, da bo v slovenskem parlamentu srbska stranka. Ne smeje biti! Ne smeje biti! Nisem nacionalist, nisem nacist, nisem fašist, eno stvar pa vem, kaj sem. Zaveden Slovenec, ki bo za Slovenijo delal toliko časa, dokler bo zdrav in živ. Naj bo moja današnja oprava v Gorenjski slovenski narodni noši vam v poklon. Naj bo to izraz mojega spoštovanja do vas vseh. Naj bo moje srce meni, moje darilo vam. Tu not piše Slovenija. Tu not piše ostanimo skupaj. Ne pustimo se razdeljevati. Radi se imejmo, bodimo kritični do drugega, ampak samo spoštljivo noto. Vse ostalo za nas ni sprejemljivo, razen prijateljstvo in razen naša pot, ki nas mora peljati k boljšemu življenju, k dobrim pokojninam, dobrim plačam in enosmerno vozovnico za tiste, ki so zdaj za nami. To je pa za vas pesem v spomin. Z novo pesmijo prihajamo med vas, z melodijo za prijeten kratek čas. To je moj pozdrav kot roke stisk, to je našega veselja vris. Pesem, ki pozabljena ne bo nikdar, pesem, ki prinaša dobro voljo dar. Sam prijateljem jo podarim, to je moja pesem vam spomin. Sučjo, sučjo, moja pesem vam v spomin. Še tako lep nagelenka to veni, še tako lep prsten zlati le zgubi, le edino pisem še živi, znova vam spomine obudi. Pesem, ki podarja rožo vam zgora, pesem, ki prinaša modri val z morja, boje ptica sredi dolin, to je moja pesem vam spomin. To pesem izbral sem posebej za vas, da vas spremlja ves čas, da vesel bo obraz. Ta pesem spominja naj vedno name, vsakomur naj pove, da ljubim vas. Ta pesem spominja naj vedno name, vsakomur naj pove, da ljubim vas. Pismijo prihajamo med vas, z melodijo za prijeten kratek čas. To je naš pozdrav kot roke stisk, to je našega veselja vris. Pesem, ki podarja rožo vam zgora, pesem, ki prinaša modri val z morja, boje ptica sredi dolin, to je pesem moja vam spomin. To pesem izbral sem posebej za vas, da vas spremlja ves čas, da vesel bo obraz. Ta pesem spominja naj vedno name, vsakomur naj pove, da ljubim vas. Ja, toliko ste dobro, da bo jaz še kar ne 3 ure tle. Ampak vsaka pesem se enkrat izteče. Še enkrat vsem hvala, ki ste prišli danes sem na Trg Republike.
Hvala Bogu, da ni dežja. Bog nas ima rad, Bog, hvala ti. Vsem vam želim srečno pot domov. Ponesite domov to pesem. Ponesite domov prisrčne in tople pozdrave vsem, ki niso mogli biti z nami. Še enkrat posebej pošiljam pozdrave mojim bratom, rakavim bolnikom, vsem v bolnicah, starejšim. In neko sporočilo. Naj nas ne bo strah prihodnosti. Naša prihodnost je v naših rokah. Prvi korak bo v nedeljo. Drugi korak bodo naše zmage na volitvah. Srečna Slovenija!